Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o vprašanju, kolikokrat poslušati eno in isto. Dobil sem pripombo od nekega mojega sledilca, da v mojih videoposnetkih velikokrat ponavljam eno in isto stvar. In potem me je pohvalil, ko sem naredil en videoposnetek, v katerem sem dal neko precej novo informacijo. No, jaz se sicer trudim, da je vsak moj videodnevnik nekaj koristnega, da prinaša neko novo spoznanje. Je pa res, da govorim o različnih perspektivah eno in iste stvari. In to zato, ker prvič razumevanje realnosti je precej zahtevno, ker je realnost zelo kompleksna in če človek želi dobiti polno zavedanje vsega, kar obstaja, mora spoznati številne delčke te realnosti. Druga stvar je pa splošni princip učenja. Vemo, da ko začnemo spoznavati neko novo snov, ko recimo tudi se učimo v šolah, pa nam predpišejo nek učbenik, neko knjigo, da se naučimo nekega znanja, lahko vzamemo to knjigo v roke, jo preberemo in sedaj je vprašanje, koliko procentov, odstotkov te snovi v knjigi smo absorbirali z enim samim branjem. In raziskave so pokazale, da precej majhen delež snovi ostane v našem dolgoročnem spominu, recimo mogoče 5-10%. Zato je sestavni del učenja ponavljanje. Temu rečejo tudi utrjevanje znanja. In seveda tudi jaz, ko študiram razne stvari, ko naletim na neko novo gradivo, tudi jaz, ko poslušam izvirne audio in video posnetke različnih virov, recimo Destiny, Jamestown University in tako naprej, pač katerikoli vir se odločim spoznavati, si en in isti recimo audio posnetek predvajam tudi 2-krat, 3-krat. In začuden sem, kako vsakič, ko nekaj poslušam, ozavestim neko novo informacijo, zelo pomembno informacijo in si rečem, kako to, da nisem tega prej že zaznal, ko sem prvič poslušal. In ta princip ponavljanja sem ozavestil zelo močno pred nekaj leti, ko sem se priključil Mednarodnemu klubu za uspeh in tam je bil začetni sklop znanja podan v obliki 14 audio CD-jev, fizičnih CD-jev, v bistvu je bila to audio knjiga in priporočeno je bilo, da samo to audio knjigo poslušajmo čim večkrat in bomo imeli od tega izjemne koristi, kajti vsebuje ključne informacije. Poleg te audio knjige pa je potem še obstajal 12-stopenjski nadaljevalni program, kjer so se te že v začetnih audio posnetkih ključne informacije pojasnile še iz številnih drugih perspektiv, ponazorjene z drugimi primeri. Nič hudega torej ni, če slišimo nekaj večkrat, kajti vedno, ko bomo nekaj slišali, bomo lahko spoznanje še bolj utrdili. In
Seveda, če znanja redno ne uporabljamo v praksi in ga ne utrjujemo, potem tudi lahko zapade v pozabo. Skratka, pri ogledu tudi mojih videoposnetkov in prispevkov priporočam upoštevanje tega pomembnega principa učenja za potrpežljivost in toleranco. Če bo kdo slišal kakšno informacijo, ki se ponavlja, jaz pa se bom seveda potrudil, da bodo moji videodnevniki čim bolj koristni in da bom vsakič podal kakšno zelo koristno novo informacijo. Hvala za posluh in nasvidenje.